Bo. Tako katoliki kot muslimani se je razveselil Božiček in to kar med ustno uro. والشعب العراقي وكل عام وأنتم بألف خير. Na prav poseben način praznični čas preživljajo tisti, ki se lepotujejo k svojim družinam. Na letališču v ameriškem mestu Houston so uslužbenci za potnike pripravili božične karaoke. Tako marsikdo med tem, ko čaka na let, poprime za mikrofon. In med tem, ko nekateri hitijo k svojim najbližjim, se drugi motijo še po zadnjih prazničnih nakupih. A zaradi trenutne finančne krize je letos naval nekoliko manjši kot v preteklih letih. Če pa ne hitite več po trgovinah in ste že doma s svojimi bližnjimi, si lahko letos prvič v živo prek interneta ogledate, kaj se na sveti večer dogaja v Betlehemu. Božič je za evangelikane drugi največji praznik, slovesna bogoslužja pa so že opravili, saj polnočnice nimajo. Škof evangelikanske cerkve v Sloveniji Geza Erniša pa vernikom namenja naslednjo poslanico. Nocoj na ta sveti večer čutimo torej eden za drugim in nihče naj ne bo nikomur tujec, ampak brat in sestra, ki ima ni vseeno, kako ta svet izgleda, kako živi moj sosed, kako čutim z drugim, ki mi je sopotnik na poteh sveta, ki jih skupaj moramo prehoditi. Vsem, posebej tistim, ki ste osamljeni, bolni in brez upanja, torej iz srca želim, da skupaj najdemo lepšo pot v prijaznejšo prihodnost. Ne postanimo torej generacija, ki ničesar več ne pričakuje. Tega si nihče med nami ne zasluži, kajti Božje rojstvo in vsako dobro delo in vsaka lepa in prijazna beseda pričujejo, da je sožitje mogoče in nujno. Blagoslovljene božične praznike in vse dobro v novem letu vam iz srca želim. Muslimani v Sloveniji so še korak bližje